za naš konc, se pravi, Kočevsko Ribniško, pač od Škofljice do Kočevja, Slovenska ljudska stranka. Glejte, vsi ptički, vsi vrabčki že čivkajo na vejah, da je ključni problem tega konca Slovenije seveda cestna povezava. Sam kot prometni minister sem se ogromno ukvarjal za to povezavo, poznam problematiko. Zdi se mi pa, da bo potrebno v naslednjem mandatu spremeniti politiko obnove državnih cest, ker se mi zdi, da je preveč projektov, čez 600-700 projektov se vodi, potrebno bo jih združiti in se skoncentrirati predvsem na tistih žilah, ki so ključne za razvoj tistih koncev Slovenije, ki zaostajajo. In zagotovo je tretja razvojna os ena od ključnih projektov in ta projekt, po moji oceni, mora biti končana, torej rekonstrukcija te ceste, mora biti končana do konca tega mandata. Ni več izgovorov nobenih, preveč se je zavlačevalo, preveč se je razmišljalo, preveč se je pogajalo, pogovarjalo. Jaz mislim, da prihaja čas, ko je treba zaključiti, se odločiti in zadevo izvesti. Avtocestna povezava do Pomurja je bila narejena v 4 letih, ne vidim nobenega razloga, da ne bi bila končana tudi ta povezava do Kočevja. Kdaj pričakujete, da bi se to zgodilo? Naslednji mandat. Naslednji mandat. Absolutno. Gregor, če boš pač kot poslanec se zavzemal za Kočevsko, kaj so tvoje prioritete? Ja, poleg seveda Telefon. Jaz ga nimam. Moj je ta. Ok, nehaj. SMS. Veš tekstu zokno ven. Isto vprašanje. Seveda, poleg te cestne povezave, da v bistvu končno stopimo skupaj, tako kot so zdaj stopili skupaj te župani, tako kot bi mogli tudi vsi poslanci iz tega področja, v sodelovanju z lokalno oblastjo, moramo to cesto zaključiti. To ni debate. Zato smo se danes tudi zbrali, da spišemo neko tako simbolno zavezo, da tudi Slovenska ljudska stranka v celoti bo stala za tem in glede te ceste od škofliške obvoznice do ostalih obvoznic, do rekonstrukcij v sklopu 3A razvojne osi, pač to mora biti urejeno. Hkrati pa bo to pomenilo tudi velik napredek za podjetništvo in gospodarstvo same Kočevske, ki bomo rekli, da dosti zaostaja za ostalimi kraji, celo okoliškimi kraji. Potem se odpirajo tudi priložnosti v kmetijstvu, predvsem pa izkoriščanje biomase, kar čemu damo v Slovenski ljudski stranki en zelo močan pomen. Imamo velike načrte na tem področju in tukaj je Kočevska še neizkoriščen biser. In iz tega vidika se bo to delalo naprej.